Pozdravljeni, se slišimo. Jaz sem Vasja Kašnik, specialist ortopedije v Slovenj Gradcu, sem tretje leto specialist, star bom počasi 38 let, pa sem zaenkrat še mlad zdravnik. Plača recimo za enega specialista, ki se ukvarja s kirurgijo, kar pomeni, da mu v osnovni tisti postavki dodamo še PPD1, je 50. plačni razred. Po 3 letih sem še vedno v istem plačnem razredu, to nanese nekje okrog 1850 evrov neto. Tisti dodatki ali pa kaj takega, razen za pri moji v bistvu kratki karieri, dodatek za delovno dobo je, mislim, da par evrov in to je to, tu se zaključi. Vse ostalo, kar pač pridelam, da mi je plača na mesec nekoliko večja, je z nadurami, ko pomagam dežurati na naši urgenci. Jaz povprečno naredim 250 ur v vseh teh letih, odkar sem specialist, še preko specializantov sem naredil tudi več ur. Rad bi vam pa povedal v bistvu mojo izkušnjo, ko sem bil proti koncu specializacije, sem dobil ponudbo iz Avstrije, da bi prišel pogledati oziroma mogoče pri njih vzel službo ortopeda, travmatologa in so me tudi povabili na ogled, na demonstracijo in na pogovore. Organizirano je bilo zanimivo, tega v Sloveniji še nisem slišal. Trajalo je 2 dni, v njihovi ustanovi so mi priskrbeli tak konkreten apartma, hrano in vse, hoteli so tudi organizirati prevoz, pa tega nisem rabil. In tam sem spoznal vse po vrsti. To je bila privat klinika pri njih, kjer so mi pač predstavili naravo dela, vse v bistvu, kar se pač od mene pričakovalo, seveda je naneslo tudi na plačo. Tam je bilo takoj s prve ponujeno 7500 evrov plače mesečno, plus seveda 13. in 14. plača, kar pa pri nas v Sloveniji sploh ne obstaja. Za javni sektor je to tabu tema, pri njih je to nekaj običajnega. Ampak to je bila osnovna plača. Ponudili se mi pa zraven še, ker je bila taka klinika na malo turističnem mestu, da seveda bi zraven zaslužil pa še s privat pacienti, ki pridejo torej s turističnimi zavarovanji, plus čisto privata pacienti, bi bili oni zelo veseli, če bi pri njih delal privat ambulante in pregledali pa tudi posege. V glavnem plače so šle v te višine, ko jih občasno tu pri nas navajajo. V bruto zneskih so mi tam ponujali neto zneske. Delovni pogoji so bili neprimerljivi pri nas. Tudi se pozabi, da dejansko v tujini zelo resno jemljajo, kar bomo tudi še naprej omenili, 48-urni delovnik oziroma delovno obvezno, to je evropska direktiva. Pri nas v Sloveniji to je seveda nemogoče speljati, ker če to vpeljemo zakonsko, mislim, da v 1 do 2 mesecev se zdravstvo ustavi. Temu posledično seveda pri nas tudi obstajajo nadure in toliko teh dežurstev in tega. In pri njih je bilo pač to samoumevno, delo bo 48 ur, se mi je zdelo čudno, ker tega nisem navajen, kako je to mogoče. Ja, pri nas se pač pokrije, če ne gre, se organizira, se poveže z drugimi kliniki in tako naprej in se pač zadeva pelje. Torej organizacijsko je pač seveda mogoče to speljati, ker jih je načeloma tudi dovolj. Ampak oni vse kaj na tem delajo in tudi ponudijo, ko hoče strokovnjake pridobiti. Meni je bilo malo nerodno, ker sem tam, ker nisem navajen takega odnosa. Zakaj se ženo, v bistvu, ker nismo odločili ostati v Avstriji, ni vse seveda v financah. In tudi nekako naivno, ko smo bila še specializanta, smo imeli tudi pač neko idejo, da bo sigurno se bo slejko prej v Sloveniji ta situacija popravila in nekako smo čakali, dobili smo tudi obljube, vedno se je nekaj pogovarjalo. Potem se ti seveda malo življenje malo zakomplicira, pridejo seveda otroci in tako naprej. Malo manj razmišljaš o tem, zdaj pa mislim, da je prišlo do točke, ko nas je ogromno, ko smo začeli oziroma smo stopili korak nazaj, pa smo ugotovili, da mogoče pa stanje ni tako, da bi bilo lahko popravljivo ali pa gre mogoče toliko napačno smer, da skoraj ne vidimo možnosti, razen če se nekaj ne konkretno spremeni, kot je kolega Prosen povedal, da bi v bistvu nekako dobili motivacijo, zakaj sploh še vztrajati v takem sistemu, ko te dejansko absolutno ne spoštuje. Po eni strani si lahko celo kaznovan, ali pa celo na neki tapeti, če recimo nekaj delaš, pa si za to dobro plačan, pa si to dejansko toliko ur vložil. Tako da zdaj je pač seveda vprašanje, kam bomo šli naprej. Sam povem, da razmišljam marsikaj, ko mogoče o tem nisem toliko intenzivno prej razmišljal, zdaj pa seveda se pripravljamo, če bo scenarij tak, da bo stvari ostale nespremenjene, da bo plačna razmerja taka, kot so zdaj, bom verjetno pač aktivno iskal zaposlitev drugje, to pomeni ali izven medicine ali privat, ali pa dejansko v tujini. Imam že tam izkušnje, načeloma ne je bilo težko se pač tja tudi odpraviti.
Do zdaj nisem imel neke želje delati privat, o tem sem razmišljal, mogoče sem nekih ortopedov, pa na tak način razmišljal, ampak mi je bilo dovolj v naši ustanovi delati, predvsem pa cenim čas z mojimi otroci in družino.